Udarnost industrijskega in elektronskega zvoka, temačne ekspresivne videoprojekcije, izmenjavanje prepoznavnega lajbahovskega zvoka s sporočili, kot so "Ti, ki izzivaš, brat moj", uigrana ekipa in navdušeno občinstvo. Ja, v bistvu smo dosti razmišljali o tem, koga povabiti. Mi smo si želeli široko potezno štartati in nismo vedeli koga drugega. Odločili smo se tudi, da bomo domačo skupino, se pravi slovensko, in smo rekli, koga drugega kot Laibach. Sploh ni bilo težav, so bili takoj za. Jaz jih razumem kot svojevrsten fenomen v bistvu. Nekako reciklirajo številne kulturne dogodke skozi neko lastno prizmo in jih postavljajo v nek nov kontekst. Album Tako je govoril Zaratustra nosi naslov po knjigi, ki jo je leta 1882 napisal nemški filozof Nietzsche in kjer se izreče, da posmrtnega življenja ni. Njihova glasba in simboli spominjajo na totalitarne režime, kar lahko beremo tudi kot Laibachovo razkrivanje temne plati človeške narave, slo po oblasti kot eno najtrdovratnejših in pogubnih. Nekoč so njihovi koncerti pogosto bili na seznamu prepovedanih. Moram povedati, da imamo izkušnje tudi v tem času, kjer so naši koncerti postavljeni pod vprašaj, kjer so cenzurirani in tako naprej. In to ne mislim samo od Severne Koreje, ampak to se je zgodilo recimo v Bruslju, ko je Ljubljana postala zelena prestolnica Evrope in je takrat Evropska komisija poskušala zaustaviti ta koncert, naš koncert, z eno takšno precej banalno cenzuro. To se seveda pol na koncu ni zgodilo, mi smo koncert vseeno izvedli. Zdaj v teh časih, ne vem, ampak ko so začeli, je bil to neki movement artistični, ki je v bistvu neko sporočilo hotel zdati, kar se tiče politike. V bistvu jaz si poslušam samo zaradi glasbe, če sem iskren, ampak poznam pa ozadje, recimo. Jaz sem z sinom prišel, ker tudi imam rad tako glasbo. Ker me zanima, kaj se z njimi dogaja, oziroma da jih sploh doživim enkrat vsaj. Jaz sem zdaj prvič prišla na koncert iz čiste radovednosti, kot neko širjenje obzorja, tako da bom se danes pustila presenetiti v celoti. Mislim, da danes peti, ko bom. To pomeni, da so ti res cool. Ja. Naš koncert se lahko verjetno najbolj iskreno doživi, če nič ne veš o nas. Laibach so umetniški izdelek zase, brez nagovorov občinstva in z obrazno mimiko, ki ne izdaja nobenih emocij, se je koncert iztekel presenetljivo toplo, z aplavzom in priklonom občinstvu pevca Milana Frasa. Sicer so Laibach do danes imeli več kot 800 koncertov po vsem svetu, prodali čez 1 milijon plošč, s svojimi priredbami skladb Queen, The Beatles in Rolling Stones ter The Europe pa dosegli tudi komercialni uspeh.